Na vrsti je šport in Zmago Sagadin. Pozdravljeno. Zmago, zime je konec in s tem tudi smučanja in skokov. Ja, moram priznati, da bom kar malo pogrešal to superiornost Petra Prevca in ostalih skakalcev. No, rekorden obisk Planice in uspehi naših letalcev so dokončno predramili vse tiste, ki so se doslej samo sončili ob njihovih dosežkih. Predsednik republike Borut Pahor je dan slovenskega letalstva z 12. januarja prestavil na zadnji zimski dan, medtem ko je ljubljanski nadškof Stanislav Zore Planico razglasil za romarsko pot. No, od vseh pa je še najbolj noter padel premier Miro Cerar, ki se bo po koncu vladanja očitno preizkusil v vlogi strokovnega komentatorja za smučarske skoke. Dobro, lepo zdrav. Reka, kako je? Kje se stari boj? Gremo, banda! Poštovor! Kaj se reža, da premijer pride? Na mesto volno! Vrsa ven! Evo je pošil, Peter! Lepo zdrav, živijo, Miro. Imam karto, hvala lepa. Kar izvolite. Regionalni vlak za Škofjo Kranj Jesenice bo odpeljal s prvega tira. A lahko zdaj našim fantom razložite, kako se skače? Jaz sem že nekajkrat gledal skoke, tudi počasen posnetek. Prišel sem do zaključka, da je dobro, če se tekmovalec na koncu mize odrine, kajti drugače se zna zgoditi, da sam skok ni tako dober, kot bi bil sicer. Ja. Fantje, predlagam, da gremo dol. To je bil ta stric s očali pa kravato. Verjeten kondukter. Aha. Peter Prevc je posebej za bučke povedal nekaj o svojih načrtih za prihodnost. Z njim se je pogovarjala Tina Maze. Peter, govori se, da smo v Planici videli tvoj zadnji polet, pa da nameravaš končati z aktivno športno kariero. Je to res? To je bila ena izmed resnih opcij. Ja, razmišljal sem, da bi treniral brata Domna, ki se mi zdi bistveno večji potencial za smučarske polete. Menda razvijaš nek nov slog, lahko kaj več poveš o tem? Ja, razvijam nekaj novega, en poseben peslog. In kakšen bo ta novi peslog? Je to še skrivnost, da nam ga lahko razkriješ ekskluzivno za bučke? Pa ni treba zelo detaljno. Ja, ni nobena skrivnost. Pri peslogu daš noge narazen, medtem ko pri peslogu pa v bistvu porineš pa trebuh naprej med smuči. Večji, ko je trebuh, boljša je aerodinamika, še posebej v situaciji, ko piha veter v hrbet. Z večjim trebuhom si manj odvisen od vetra, zato pa toliko bolj odpiva. V skakalnem dresu zgledaš približno tako, kot kakšen Tinky Binky od telebajskov. Spoštovani gledalke, spoštovani gledalci, več si pogledajte na YouTubeu, lajkajte in dodajte nas. Živijo!